oddaja Radioaktivno. Vsak torek med 18 in 20. Sveža slovenska glasba. Glasbeni gostje. Doza slovenske glasbe. Pozdravljeni, tukaj je LPS in poslušate oddajo Radioaktivno. Zmeden pogled, hitro si pomanem oči. Nov svet, pregret, niti burja me ne ohladi, ker dobil sem prejšnji večer potihoma s tvoje strani. Namig, da ista misel ti v glavi kali, ko si nagnila se bližje in dotaknile so najine se dlani. Prepletli najini so se prsti in spogledale so najine se strasti. Sedaj se diva si nasproti, najna bližina naju več ne moti. Jutranji sprehod po topli mivki galebi že kličejo tvoje ime. Skupaj ubeživa tej grozljivki, kot luna plinov kontroliraš moje srce. Kot se srečem plešem po pomolu, končno vdoru ne v molu. Kaj je z mano, a kdo ve? Prvi čutim to, ni nadzora, našel sem zaklad, v meni raste občutek, da nekaj novega. Sonce je zašlo in dokler z mano si, nočem da je tu, ker v meni raste občutek, da nekaj novega. Čutim to, ni nadzora, našel sem zaklad, v meni raste občutek, da nekaj novega. Tvoj dotik stopi vsako žalost in upam, da bo tu zavedno občutek, da upanja. Singl Nekaj novega je skupina LPS posnela za novo napeto družinsko kriminalno dramo Tartinijev ključ. Pesem prihaja z njihovega aktualnega albuma. Boštjan sem z vami v oddaji. Tudi tokrat vam predstavim nekaj sveže glasbe. Ko midva si deliva, kot eno zdaj lepiva. Če nam je avtisti haudi, preplavi nas krvjo. Kaj sebi dal, samo malo, čist navaden dan. Joker Out, Neon Jupiter, Bebop in King Fu. Šta bih ja u ovoj crnoj noći bez tebe radio? Plišem po dežju, skačem iz luže. Vse, kar šteje, delite sonce brez meje. Rockabilly zasedbe The Overdrive Cats iz Kočevja, ki ima nov singl naslovljen Friday Rockabilly Beat. Time has come for rockabilly.
driving there. Rockabilly friends are waiting here. Some have smokes and some have a beer. I need a rockabilly beat. 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 I need a Friday rockabilly beat. Oh, I need a rockabilly beat. 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 I need a Friday rockabilly beat. Ready to stop. Everyone here is feeling the heat. What everybody needs is a Friday rockabilly beat. We need a 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 Friday rockabilly beat. Oh, we need a rockabilly beat. 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 We need a Friday rockabilly beat. Svet živi za naju, vse za en dan. Skrita sva v raju, na enocan. In otope občutek, tu najde bistvo s teboj. Če morje bo mi dalo še zadnji ples, nežno valovalo za igro dveh teles. Vse pozabljene besede naše v polju bo s teboj še nocoj. Zame se nasmej in nežno me poglej. Skupaj tu stojiva, življenje to deliva. Ogromno je idej, še lepših kakor prej, ko midva si deliva, kot eno zdaj lebdiva. Če morje bo mi dalo še zadnji ples, bo nežno valovalo za igro dveh teles. Vse pozabljene besede naše v polju bo s teboj še nocoj. Zame se nasmej in nežno me poglej. Skupaj tu stojiva, življenje to deliva. Ogromno je idej, še lepših kakor prej, ko midva si deliva, kot eno zdaj
zdaj lebdiva. Kaj če se ladje le za naju plujejo? Kaj če svetilnik le za te svetil bo? Potem v jadra ujamem veter tvojih sanj in počakam, da pridem spet k tebi v tvoj pristan. Zame se nasmej in nežno me poglej, skupaj tu stojiva, življenje to deliva. Zame se nasmej in nežno me poglej, skupaj tu stojiva, življenje to deliva. Ogromno je idej, še lepših kakor prej, ko midva si deliva, kot eno zdaj lebdiva. Aljaž Ramot se je skladbo Lebdiva predstavil na letošnjih Melodijah morja in sonca. Čez nekaj trenutkov. Joker Out rečejo šta bih ja. Šta bih ja u ovoj crnoj noći bez tebe radio? Glasbeni gost. Joker Out, Bojan pa z mano zdravo. Živijo. Nove skladbe počasi kapljajo v celoto, ali ne? Dajmo reči, da počasi kapljajo je zelo dober izraz, ja. Torej tudi ustvarjanje poteka bolj počasi, zaradi vse druge okupacije, ali ne? Ja, teli koncerti so nekoliko moteč faktor. Vročina zunaj sigurno ne vpliva najboljš na delo pred 4. ali 5. popoldne, tako da tempo ni najhitrejši, ampak vseeno mislim, da je ta prav za dan trenutek. In Bojan, če pogledaš lansko leto, bi lahko rekel, da je bilo to odlično leto? Ja, to leto je bilo res, če bi rekel sanjsko, bi premalo rekel, ker tudi ko smo sanjalci, nismo tega zamislili, tako da res najverjetno. No. Ne nazadnje Carpe Diem je bila nevečkrat predvajana slovenska skladba. Ja, res je. Poleg tega pa še zlata plošča na Finskem. Ja, nismo si mislili, da bomo zlato ploščo prej dobili na Finskem, kakor v Sloveniji, ampak evo, vse se lahko zgodi. Dejansko pa ste tudi slovenščino ponesli po svetu. Smo, ja, tak zelo zanimiv pojav, ki ga čisto zares ne razumejo niti domačini v krajih, v katere hodimo, niti mi, ampak je lepo in zelo magično vsakič znova prideti v nek nov kraj in slišati ljudi, ki jih dejansko v množici ne bi mogel ločiti od slovenske publike, kar se petja tiče. Za vami je tudi turneja See You Soon, gre za tisto pravo turnejo. Kako ste vse skupaj to doživljali? Ja, zdaj smo pa dejansko doživeli to neko, recimo, da turnejo, kakor smo si jo predstavljali iz glasbenih dokumentarcev in filmov iz tujine. In moram reči, da je tako ena zelo dobra mešanica intenzivnosti pa užitka. Smo se lotili vsega skupaj, bi rekel, precej zrelo in profesionalno, tako da smo lahko zdravi prišli čez vse koncerte in na vsaki lokaciji dali 100% od sebe. Tako da bo to zavedno tak en zelo lep spomin. Verjetno pa vse skupaj zahteva tudi kar nekaj kondicije. Ja, ki je iskreno, vsaj zase bom govoril, nimam, ampak nekako očitno kardio na koncertih nadomesti vsaj osnovne potrebe. Ampak na odru je videti drugače. Tam pa si vedno v dobri formi, kot vidim razne posnetke na spletu. Ja, točno to. Na odru nekako sem v formi, izvan odra pa nažalost ne najbolj. Na turneji ste že igrali tudi nove skladbe in ena izmed njih je tudi sedaj postala single, gre za pesem Šta bih ja. Tokrat v srbskem jeziku. Ja, Šta bih ja je v bistvu prva pesem, ki smo jo naredili v Londonu, ko smo šli ustvarjati glasbo za 3. studijski album. In nekako se nam je že v prostoru za vaje najlepš usedla na band in ko smo jo prvič odigrali v živo, očitno tudi zelo dober, dosegla tudi zelo dober odziv publike in smo se pesmi držali in jo tudi kot prvo posneli v studiu in jo izdali kot prvi single, no, ker je bila nekako strani fanov kar pričakovana. Glede na aktivnosti, ki jih imate v bendu oziroma jih imaš, potem nimaš ne hiše, ne naslova. Nažalost ne. Mogoče pa raje potem ponudiš oziroma daš vsem hotelske naslove. Ja, hotelski naslovi bi se pa našli marsikateri, ker smo jih letos kar veliko probali. Pesem spremlja tudi animirani videospot. Ja, videospot je pravzaprav delo enega od naših oboževalcev in na Instagram profil je za vsako našo pesem objavilo 15 do 20 sekundne videoanimacije, ki so se nam pa vedno zdele
tako, bi rekel, izvirne, drugačne in smo se odločili, da za ta spot hočemo narediti nekaj drugačnega in nekaj, kar mi še nismo poskusili, tako da smo kontaktirali prijatelja in ga vprašali, če bi naredil video spot. Na srečo se je odzval s pozitivnim odgovorom, tako da smo zelo zadovoljni s tem, kako je to vam prišlo. Pa spet nekako vključevanje fanov v naše delo nekako dopolni potem sliko v en tak celostni zaključek. Prej si Bojan že omenil, da pripravljate novi album. Kdaj lahko pričakujemo izdelek? Lahko ga pričakujete, recimo, da najkasneje do konca oktobra, upam, če ne pa zagotovo do konca leta. Boste tudi na albumu preklapljali med jeziki? Srbščina, slovenščina, angleščina? Ja, absolutno, ja. Vsi 3 jeziki se bodo našli na albumu. Kdaj bo pa kakšna vaša v finščini, glede na to, da tebi finščina kar dobro šla? Trenutno še ni v planu, ampak bi rekel, da če se bo zadeve tako razvijale, kakor se zaenkrat, se zna zelo hitro zgoditi kaj takega. Kaj ti zadnji singel, kar je tudi duet oziroma featuring, če se prav spomnim, nedolgo nazaj išel. Ja, zadnji duet je posnel z Josom Kleinom, nizozemskim glasbenikom. Tako da ne vem, mogoče se pravim, v prihodnosti se zna zgoditi kakšno ali sodelovanje ali pa samostojen finski projekt. Bomo kaj več rekli takrat, ko izide album, da ne prekinemo tradicije. Tako. Mimogrede, oba intervjuja, ki smo jih imeli, sta že tudi prevedena v angleščino strani ekipe, ki dela tudi za vas oziroma ki vas podpira. Tako, Joker Out Subs, ki pridno vsakodnevno pregledujejo materijale, ki izhajajo o nas in jih prevajajo v angleščino in še marsikateri drug jezik, tako da en velik pozdrav za njih, pa lepa zahvala. Zunaj, kot sem dejal, je sedaj skladba Šta bih ja, kdaj pride še bluza? Bluza pride v bližnji prihodnosti, čisto iskreno pa pojma nimam, za kdaj smo jo splanirali. Bo pa sedaj v etru potem aktualna Šta bih ja, Bojan, Šta bih ja radio. Šta bih ja v ovoj crnoj noči bez tebe radio. Šta bih ja u ovoj crnoj noći bez tebe radio? Mi smo Joker Out in vi poslušate Radioaktivno. U ovom gradu nemam kuće ni adrese, u ovom gradu nemam nikog koga znam. U ovom gradu svakakva se čuda dese, gužva, buka, haos, a ja sasvim sam. U ovom gradu mene žene strašno vole, kažu da sam tako sladak i drag. U ovom gradu ne mogu da mi odole, dok na oči mi pada mrak. A ja samo čekam i žudim za trenutkom kad ćeš zvati, da ti kažem da za tobom plače, tuguje i pati. I treperi srce moje kad ti čuje glas, draga. Šta bih ja u ovoj crnoj noći bez tebe radio? U ovom gradu koda nigde nema kraja, 7 dana traje ko godina. U ovom gradu samo internet još spaja me sa licem kojeg volim ja. A ja samo čekam i žudim za trenutkom kad ćeš zvati, da ti kažem da za tobom plače, tuguje i pati. I treperi srce moje kad ti čuje glas, draga. Šta bih ja u ovoj crnoj noći bez tebe radio? Šta? Hej, sem Manu in poslušate Radioaktivno. Nosi svojo zgodbo, ne obsojaj, pusti, čuti. Vsak od nas si le želi ljubezni, je to res tako težko?
Len objem je stran odgovor, ki ga čaka že predolgo. En nasmeh prijazen sebi, za vse kar si že prehodil. Da srce se bo odprlo, ni prostora več za strah. Daj dobro me poglej v oči, jaz sem ti in ti si jaz. Kličem ogenj sonca zdaj, da odprlo bo nebo in so bo rane zacelila. Tu če peče za trenutek, so svobodo bo vrnila. Spomni se, kdo si, pusti si razpreti krila. In morje spralo bo vse, stare lažne bolečine. Se nima smisla, da jih nosim, vse že tako prehitro mine. Je darilo to življenje, ki ga vredni smo vsi. Ker ti si jaz in jaz sem ti. Hey, ano, hey, hey, ano, hey, hey, ano, hey, ano, hey, ano, yo. Hey, ano, hey. Zaupaj mi, ko rečem, da res imamo že vse, da smo bogati in popolni, ko nas vodi le srce. Saj nije sile v vesolju, ki močnejša je od te. Zato se združimo v en glas, ker jaz sem ti in ti si jaz. Hey, ano, hey, hey, ano, hey, hey, ano, hey, ano, hey, ano, yo. Hey, ano, hey, hey, ano, hey, hey, ano, hey, ano, hey, ano, yo. Kličem ogenj sonca zdaj, da odprlo bo nebo in so bo rane zacelila. Tu če peče za trenutek, so svobodo bo vrnila. Spomni se, kdo si, pusti si razpreti krila. In morje spralo bo vse, stare lažne bolečine. Se nima smisla, da jih nosim, vse že tako prehitro mine. Je darilo to življenje, ki ga vredni smo vsi. Ker ti si jaz in jaz sem ti. Hey, ano, hey, Manu je na 43. festivalu Melodije morja in sonca predstavila novo pesem Jaz sem ti, heja, no heja. Da preslišite še. Kako pleše zasedba Neon Jupiter. Plešem po dežju, skačem iz luže v lužo. Plešem kot v snu, sonce mi boža dušo. Glasbeni gost. Neon Jupiter, Boštjan na drugi strani, zdravo. Lepo zdrav. Boštjan, kako je na Jupitru? Trenutno vroče, verjetno so temperature med zemeljskim površjem in površjem Jupitra nekje približno enake. Od zvezdnega prahu preko kam pluje dan, si sedaj svojo ekipo oziroma sam priplesal. Drži, Plešem je torej tretji singel, ki smo ga skupaj z glasbenimi soustvarjalci ustvarili v teh tednih. Pod skladbo se podpisujem kot aranžer in pisec glasbe ter besedila jaz. Podobno kot v prejšnjem singlu, se pravi pri skladbi Plešem, je pa svoj vokal posodila Tanja Kusič in opravila fantastično delo ponovno. Pesem je v plesnih, živahnih ritmih. Drži, pesem je lahkotna, temu letnemu času primerna, tako prijetna vsebina za lahkotne poletne dneve. No? In kakšen plesalec si? Ne vem, no. Po moje za silo nekako se pribijam. Raje to prepuščam drugim, jaz pa rajši ustvarjam glasbo. Ampak glede na besedilo, rad plešeš po dežju. Definitivno. Plešem je taka, kot sem dejal prej, poletna pesem z ljubezensko vsebino. Res je, Plešem ima tako lahkotno ljubezensko vsebino, govori o tistih občutkih, kako je, ko smo z nekom povezani, ko nas navdihuje ljubezen sama, nas polni z pozitivno energijo in ob tem vzbuja v nas občutke, ki nas konec koncev pripeljejo tudi do pleha. Ima pa tudi lirično video podobo. Ja, tako kot je zdaj že v navadi, se mi zdi, no, za vse tri single, ki so išli ven, sem tudi za tega ustvaril en taki visualizer, bi rekli temu, to se pravi video, kjer se izmenjuje besedilo, odzadaj pa je za sliknico pomagal malo Photoshop pa umetna inteligenca. Boštjan, tretja pesem je tu,
Kako razmišljaš naprej? Tako, plani so, da se nekje v jeseni še zagotovo izda še en singel, več o njem bom povedal, ko bo pravi čas, gre pa sigurno za nekaj posebnega. Potem pa za to leto zaključujem in v prihodnem letu zagotovo še kakšen singel, mogoče 2. Potem pa že mogoče razmišljam, da bi se skupaj združil v eno formo in izdal album. No. To so nekako take tihe želje. Bova pa sedaj v eter poslala tvojo aktualno, zato zapleši. Vabljeni k plesu. Hvala, Boštjan. Vsa jutra čudovita, sovita, nežen tvoj objem. Praviš, da imaš največ, ko imaš mene in to, kar sem. Kukam ti že pa srajce in nagajivo piham uho. In dvigaš me visoko, ljubezen tvoja dviga me v nebo. Plešem po dežju, skačem iz luže v lužo, plešem kot v snu, sonce mi boža dušo, veter dviga me visoko nad oblake, jutri briga me, saj vem, da ti si z mano. Čez obzorje, čez vesolje, pa nazaj v tvojo mehko dlan. Počutim znova se kot otrok, varno zbujaš me v nov dan. Vse tegobe da na stran, ko zvečer povabim te na ples. In dvigaš me visoko, ljubezen tvoja dviga me zares. Plešem po dežju, skačem iz luže v lužo, plešem kot v snu, sonce mi boža dušo, veter dviga me visoko nad oblake, jutri briga me, saj vem, da ti si z mano. Poljub ti ukradem med plesom s teboj, da poljub, ki ga ukradem, ga vrnem odsoj. Poljub ti ukradem med plesom s teboj, da poljub, ki ga ukradem, ga vrnem odsoj. Poljub ti ukradem med plesom s teboj, da poljub, ki ga ukradem, ga vrnem odsoj. Poljub ti ukradem med plesom s teboj, da poljub, ki ga ukradem, ga vrnem odsoj. Plešem po dežju, skačem iz luže v lužo, plešem kot v snu, sonce mi boža dušo, veter dviga me visoko nad oblake, jutri briga me, saj vem, da ti si z mano. Plešem po dežju, skačem iz luže v lužo, plešem kot v snu, sonce mi boža dušo, veter dviga me visoko nad oblake, jutri briga me, saj vem, da ti si z mano. Znova poslušajte na YouTube kanalu oddaje Radio Aktivno ter podcastu Radio Aktivno. Da se svetim, on nad morjem in morje pleše nam čez prsi, hip vse je čudovito, ni pohlepa, ni strahu, lep pogled na nas nebes, tisoče teles v svojem ritmu. Tudi filmu so lasi, lica kot iz porcelana, slika draga, neprodana, neprodana, neprodana. Močam, da je ta svoboda izrojena iz strasti, da sebe do tebe in do duš, ki jih več nimam. Moče nam je od tistih Audi, preplavi nas krvjo, rdeče nežno osvobaja, ko se ljubimo močno. Svila naši so lasi, na mizi vino, ki zasvaja, slika draga.
Martina predstavlja novo skladbo naslovljeno Mediteran. Pesem je prispodoba za občutek neskončne svobode in brezskrbnosti, večne pomladi in večne rasti. Nekaj sveže glasbe. Še slišite v nadaljevanju Oglasi se. skupina King Fu, Malo z nami. na valovih morja prijezdijo Bepop. Vse, kar šteje, delite sonce brez meje, solze in skrite želje. Glasbeni gost. Bepop, Ana pa na drugi strani, zdravo. Zdravo, Boštjan, kako si? Dopustniško ziherne. Ti? Jaz pa sem dopustniško. Lepo, vse nekdo. Tako. Ampak pred dopustom ste Bepop še oddelali melodije morja in sonca in se potem očitno vrgle v morje. Ja, v valove. Ja, tako je. Ja. Bepop, ker smo se letos odločili, da gremo na en festival in sicer melodije morja in sonca, tako da evo, zdaj je za nami. Imeli smo kar intenziven teden priprav tisti teden, no, ko se je to vse skupaj dogajalo, tako da si zdaj pa res mogoče za službo, no, tale oddih. Na koncu ste bile tretje za 3 dekleta oziroma bronaste medaljo. Ja, pol so nekako te neke statistike ostali skupaj vrgli, pa so ugotovili, da smo bile edine ženske izvajalke tako visoko, tako da smo ful zadovoljne v resnici z rezultatom, predvsem pa zaradi tega, ker dobivamo v naše različne inboxe polno enih posnetkov, kako otroci različne družbe na plaži, na poti na morje, doma pod klimo prepevajo valove morja, tako da to je v bistvu ta največja zmaga, za katero smo v bistvu najbolj ponosne in vesele, no, da se je zgodila. Tako da valovi morja so se kar prijeli. In valovi morja so čista poletna pesem. Ja, meni se tudi zdi. Napisala jo je Iris Ošlaj, ona je sopevka od naše Alenke pri skupini Sopranos. In nekako, ko smo dale v svet idejo, ne, da bi mi mogoče šle na melodije morja in sonca, je Alenka rekla, bom jaz Iris rekla, meni se zdi, da mi je zadnjič omenila, da ima nek komad. No, in potem res je Alenke dala za poslušati to pesem. Mislim, Alenka je takoj se zapalila po domače, nama dajala za predvajati valove morja in smo mi to tako rekli, gledaj, to je to, ne. To je pesem, ki jo totalno čutimo, ki je zelo bepopovska, ki se mi zdi, da ima tak prav bepop zvok, ta ukulele, ki je glavna princesa te pesmi, da je res en tak poleten pridih, lahkotnost, tako da smo rekli, gledaj, totalno čutimo pesem, pa dajmo iti s to pesmijo, no. In mislim, da je bila kar prava odločitev. Zdaj ne vem, ali ima Iris raje limonado ali čaj? Ti povem fun fact, v bistvu je naša Tinkara spremenila, dala idejo, oziroma pobudo, da bi spremenile eno besedo, ker prvotno je bilo v besedilu, je bila sangrija in čaj. In potem naša Tinkara, ki pač zdaj že 4 ali 5 let, tako da ne pije več alkohola, rekla, saj ni problema, sam ziher lahko zamenjamo kakšno drugo, ne, pijačo, recimo limonado. Pa smo rekli, ful dobra ideja, boljše, ful je bolj spevno, pa v tej vročini definitivno bolj paše limonada kot sangrija. Tako da evo. Ste pa pesmi dodale še video podobo, prav tako posneto na obale? Ja, to smo pa snemali z Janom Koštrincem, primorskim režiserjem, kar se nam je zdelo tudi super, zaradi tega, ker pač smo imeli tisti teden, cel teden na obali, ko smo se pripravljali na melodije morja in sonca, tako da prvi dan smo potem posneli ta videospot, ki se v bistvu, nekako smo prvič šle v to zgodbo, da zgodbo v videospotu pripovedujeta pač drugi 2 osebi. Mi smo pa samo kot pač band se pojavljamo noter in to sta Nino in Urška, ki sta v bistvu bila tudi plesalca na odru melodij morja in sonca, sta poskrbela za krasno koreografijo in izvedbo le-te, tako da sta tudi zaplesala na barki Regina, s katero smo odpluli iz portoroškega pomola. Tako, no, meni se zdi, da je videospot ful lep, z našimi prijatelji, ki so bili statisti, smo se imeli ful dober, fajn energija, tudi z režiserjem in fotografinjo, tako da
smo res zadovoljni z izdelkom. No. A tudi vidim, da so ljudje, zaradi tega, ker je kar nekaj ogledov že na YouTubu. Ana, poletna pesem je tu, kako pa razmišljate proti koncu leta, oziroma v drugi polovici leta, v kateri smo že? Ja, jaz si želimo, da bi poleg spenjenih valov morda tudi kaj zacingljalo tam decembra. Ampak to so zaenkrat še želje, zdaj, če se bojo uresničile, bomo pa videli. Bomo pa sedaj doživeli vse nekaj koščkov morja, zato vrzi nam valove morja. Evo, pošiljam. Čas med prsti nam polzi, kot sekunda dan zbeži, minuta do dveh, ko sem v skrbeh, kaos na vseh poteh. Kdo pogleda te v oči, kdo nasmeh ti podari, kar je lepo, naj vselej bo, ne pozabimo. Vse, kar šteje, delite sonce brez meje, solze in skrite želje, na srcu smeh, iskric bo v očih, valovi morja, vse skrbi naj zberejo, tja daleč te ponesejo, daj spomni se, kar na dlani je. Gledaš me skozi ekran, v svoji sobi daleč stran. Vprašam te zdaj, prideš še kdaj na limonado ali čaj? Kam bežiš, ne skrivaj se, pokaži vse, kar tebi je. Si kot biser, ki se v oceanu blešči, sreča ti sledi. Vse, kar šteje, delite sonce brez meje, solze in skrite želje, na srcu smeh, iskric bo v očih, valovi morja, vse skrbi naj zberejo, tja daleč te ponesejo, daj spomni se, kar na dlani je. Časa hip ustavi se, ko vetru barka ziba se, od sreče zadrhti srce, ker spet svobodno je. Vse, kar šteje, delite sonce brez meje, solze in skrite želje, na srcu smeh, iskric bo v očih, valovi morja, vse skrbi naj zberejo, tja daleč te ponesejo. Valovi morja, vse skrbi naj zberejo, tja daleč te ponesejo, daj spomni se, kar na dlani je. Nah, kdo je zgrešeni primeri? Na oddaji Radioaktivno. Vedno znova, pa jutr spet, si prepričana, verjameš v ta nori svet. Vedno rdečo, ne nisem policaj, ni zapore, ne obvoza, zate ni okraj. Kaj sebi dal za banalen, čist navaden dan, vse bi dal, sled si krilo, za te bom igral. Spomni se na čas in naju. Vedno rdečo, pa tudi ko ne gre, ko zaspiva, slišim, moliš Bogu, kaj počne. Kaj sebi dal za banalen, čist navaden dan, sebi dal, sled si krilo, na te bom igral. Spomni me na čas in naju.
kaj sebi dal za banalen, čist navaden dan. Vse bi dal, sled si krilo, zato bom igral. Kaj sebi dal za banalen, čist navaden dan. Vse bi dal, sled si krilo, na te bom igral. Vse bi dal, čist navaden dan. Vse bi dal, na čist navaden dan. Vse bi dal, vse bi dal, vse bi dal, za čist navaden dan. Zgrešeni primeri predstavljajo novo skladbo Vse bi dal. V nadaljevanju Zakričijo King Fu. glasbeni gost. King Fu, Rok in Alex pa na drugi strani. Zdravo. Lepo zdrav, čujo, čao. Ne samo na drugi strani telefonske linije, ampak tudi na drugi strani Evrope skoraj. Tako je, javljamo se iz Sicilije, peljeva se iz Catanje proti Sirakuzi, tako da je zabavno. Ampak ni gužve, tako da ni težko se vpeljati. Kot pa slišim, King Fu pridno ustvarjate, tudi najavili ste obsežen album, kako daleč je? Kdaj ga lahko pričakujemo? Album je že zrihtan, že zdavnej 17 komadov, ampak nismo še določili datuma. V bistvu je tako, da v igri ene par založb, ki nas zanimajo in lahko bi seveda takoj izdali album, ne? Ampak bi ga radi izdali na nek poseben način, da bo išel po celem svetu in to je tista zadeva, ki trenutno čakamo, drugače pa album že kar nekaj časa pripravljen. Za te stvari se najbolj reče, da za drevo del časa traja, da zraste kot za koprivco, ne? Tako da to je naš album. Del albuma bo zagotovo tudi nova skladba Scream. Tako je, tako. Je to glasen klic po svobodi? Lahko bi bil glasen klic po svobodi, ja. V bistvu glasen klic proti vsemu, kar nekako videli smo, da človek od malega naprej, pa v vrtcu, pa v šoli, pa pol naprej je skozi nekako upet v to programiranje, ki seveda more biti do neke mere in seveda da je pravilno, da se moraš enih stvari naučiti, ampak ogromne stvari, ki že pri zgodovini bi bilo, v zgodovini so napisali tisti, ki so preživeli. Tako da ni nujno, da že to drži. Velike stvari, ki niso take, kot nam jih predstavljajo medijem, sploh ni za zaupati in je človek more se povezati z naravo in upoštevati intuicijo in temu se treba v bistvu bolj vračati. In Scream v bistvu sam po sebi je to, da ti vsak nekaj govori, to moš tako narediti, ne pa to moš tako, veš pa to je pa nek tak programiranje, kot ga imamo večinoma vsi, od malega pa do takrat, ko umreš. In da je fino, da se vmes nekje ustaviš, da greš čakaj. Zdaj pa bom jaz mal, ne. In to, takrat, ko rečeš čakaj, ne, greš mal stran in najprej globoko dihneš in pol, da spustiš to nesnago ven iz sebe, orang, zaupiješ in je to v bistvu neko katarzično doživetje, ki gre vse to negativno in ta balast, ki ga je toliko v tem svetu, ker že res ne veš več, kaj lahko verjameš, kaj ne, gre ven in se lepo vrneš k bistvu, samo sebi, malo naravo in tako naprej in špilaš muziko. Tako. Torej je treba kdaj zakričati za osvoboditev. Absolutno, ne kdaj pa kdaj, lahko mogoče tudi par dni zapored človek kriči. Toliko se tega včasih nabere, da moraš par dni kričati, pa si pa v redu, ne, potem, pa se spucaš. Lahko je Scream tudi resnica nekako, pa biti iskren, pa govoriti nekako iz sebe, iz svoje intuicije. A ja, mogoče super, da si to omenila, en point, ki ga dostakrat vidimo. Dostakrat mi je resnica tako v tako veselo, pozitiven paket, tako krasno in tako nasmejane obraze, ki ti govorijo neke stvari, ki mogoče največ lažejo, največ manipulirajo, tako lepo pozitivno, pa čutiš, da nekaj ni v redu, ampak hkrati je pa ta prezentacija tako v bistvu umetna in umetela
smo nehali to videti, ker smo pač nasedali tem stvarem in tega ogromen. Ne? In človek ne sme nasedati tem stvarem, ker resnica je mogoče včasih drugačna kot taka, kot misliš, da je. Ne? S tem leporečenjem. To je skrivno. Pesem spremlja tudi video. Ko sem ga pogledal, sem mislil, da ste snemali v kakšni zapuščeni ameriški industrijski coni. Lepo bi bilo tudi to, ampak nam je naš basist pomagal pri tem, nam je pošiljal fotografije iz Velenja, iz stare elektrarne in smo dobili dovoljenje za 2 snemanja dneva, ampak v enem smo vse naredili sami, vse sami, Rok nas je snemal, dron nas je snemal, tako da mislim, da smo maksimalno. Ja, mi smo ful v bistvu prijaznega snemalca, drona, ki nas je sam snemal, mi smo stali, on je pa krožil okoli nas, pa zoomiral in out in ful je bil priden, no pa nič se ni upiral, pa niti jest ni hotel pa piti. Soba je pa čudovita, vsaka soba je nekaj zase. Rok, to ni res, da je čisto brez stroškov, kaj ti rabi vse neke energije. Ja, v bistvu je pa res, da največ rabi energije iz baterij, ker on je samo avtonomen, se pravi sam leta, ne rabiš ga voditi, ampak ga mu rečeš na kakšen način ne izdeluje okoli tebe, zelo majhen praktičen, ampak pa baterije grejo hitro, tako da smo na srečo imeli 4 baterije s sabo. Lokacija pa res, moram reči, primerna za ta spot, ker zdaj polet doskrat ljudi snema te poletne vesele viže, morje, sonce, dekleta in tako naprej. Mi smo malo drugačni v teh zadevah, včasih je to treba. Najbolj pa zagovarjamo, da je treba stvari nekako svojih življenja tudi potegniti, ker imajo nek določen smisel, da ni samo, kot sem rekel, vse skupaj samo lepo rečenje. Skladba je tu, sedaj verjetno tudi kaj odrov doma in v tujini, kot je slišate. Ja, skladba ne samo, da je tu, skladba so še pred tem, da je bila v Sloveniji, so začeli vrteti v Angliji na 3 rock radijih in v Srbiji na nacionalnem radiju, ker oni so takoj, ko smo mi objavili, da so v bistvu že pokazali interes, kar je zanimivo, in srbski nacionalni in nekaj alternativnih radijev. Tako da seveda nastopi so pa tukaj, tako da za vse, ki jih bo zanimali, kje se bomo pojavljali, naj pridejo na našo, najbolj na Facebook, Instagram, pa bojo marsikaj videli, slišali in seveda tudi je treba omeniti, da imamo osveženo skupino, da imamo dva pubeca, zdaj v bendu in smo super zadovoljni, tako da res pridite, zelo vabljeni, se kar pogledajte, zdaj smo kje naprej. Bomo pa sedaj pesem poslali tudi v naš radijski eter, zato Rok in Alex zakričita. Evo! To je tak, da potihem pred te glavnim. Zelo lepo in hvala lepa, da nas spremljate v Ormožu. Smo veseli in se vedno spomnimo tega vašega gradu in teh velikih vrat, tako da res najlepša hvala in lep pozdrav in vse lepo čez poletje. Aloha, ni hao, guten Abend. Mi smo King Fu in poslušate oddajo Radioaktivno. I know I have to breathe, I know I need to sleep, I know I have to gather up my positive beliefs. They say that they all care, they say that they all worry about my strange behavior. I can only say I'm sorry. I could play the games you play, even pretend that I'll obey, but something in my soul is just rejecting this control. What I really feel, I guess for me is real, but contradicts the fake projections, misconceptions, false reactions. What I wanna do is nothing to be said. I will do just this one thing, you'll not be feeling great. Scream. I know I have to watch all the nonsense and the rules of people with no balls. They say that they all know the ways for you to grow, but maybe it's just lies and false agenda in disguise.
eyes. I could smell the rotten stories wrapped in shiny perfume foliage. Something in my soul is stronger than your gold. What I really feel, I guess for me is real, but contradicts the fake projections, misconceptions, false reactions. What I wanna do is nothing to be said. I will do just this one thing and I'll be feeling great. Znova poslušajte na YouTube kanalu oddaje Radio Aktivno ter podcastu. Več informacij na YouTube, Facebook in Instagram kanalih oddaje Radio Aktivno ter podcastu. Še enkrat sem pripravil slišano, vas vabim, da ste z mano tudi prihodnji torek, ko se mi pridruži Maja Kevc. Za konec še Small Talk, ki je med poslušalci z novim singlom Kdo je Ferdo. V novi kompoziciji Small Talk zoperstavlja kruto realnost vsakdana stereotipno vizijo brezskrbnega poletnega življenja. Prav uno, zona somraka in takih reči. Vojska, lakota, bolezen, recesija, genocid in take. Bomo umrli vsi. Ma ne še danes. Danes smo še to. Danes je še fajn. Danes je vse glih, če nam crknu je kombajn. Danes imamo roke, noge in še glavo. Plesat glih ne znamo, mah to bo nas ustavil. Ja, je grozno vsak dan biti prav na tlijeh. Se zastopamo, da je služba, da je še dosti dela, da je treba spraviti drva, če ne bo po zimi mrez. Ma delo bo že počakalo, vse se bomo spravili. Še prej pa bežimo na eno počitnico. Najprej sami, da se ne spimo, pole pa še vsi v kop. Aha, na žur. Danes smo še to, danes smo še fajn. Danes je vse glih, če ne je rato nam dizajn. Danes imamo roke, noge in še glavo. Plesat glih ne znamo, mah kdo bo nas ustavil. Toliko imamo stresa, toliko reči za zrihtat, toliko je življenja, da smo pozabili živeti. Pridite sem, prijatelji, unite veseli. Vzemo se zdaj pauzo od tevih hudih reči, uležimo se na plažu z muziko na glas in se delimo, da smo od Ferdota prijatelji, ko on ima veze per kelnerci. Danes smo še to, danes smo še fajn. Danes je vse glih, če ne bil neč kolajn. Danes imamo roke, noge in še glavo. Plesat glih ne znamo, mah to bo nas ustavil. Noge in luft, da se en mal ustavimo. Yo, kaj, Small Talk, tole Primorsko Region's own gangster rapper v oddaji Radio Aktivno. Danes smo še to, danes smo še fajn. Danes je vse glih, če tu je Lichtenstein. Danes imamo roke, noge in še glavo. Plesat glih ne znamo, mah kdo bo nas ustavil. Smo še to, sem rekel Lichtenstein. V komadi notem, koliko je tevih besed po komadih, pravnih, pozitivnih, Da se je kar obrnil ta komad na pozitivno, tako ko se je začnil, si človek mislil, da je prav uno en četrt,